Novomeškega letališča bomo, kot kaže, vendarle lahko leteli na več destinacij. Potem je naše letališče lani beležilo največji upad letalskega potniškega prometa med vsemi državami članicami Evropske unije. Bruselj je po pozivu Slovenije odobril pomoč pri subvencioniranju letalskih povezav, s katerim želi vlada izboljšati povezljivost naše države. Za 3 leta je tako na voljo slabih 17 milijonov evrov. Na prednostni listi je 10 povezav. Ampak to bo le začasna rešitev. Kaj pa je torej z idejo o ponovni ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika? Tanja Volmut. Denar zdaj imamo, razpis je odprt do torka, želim si, da bi bil odziv letalskih prevoznikov čim večji, pravi ministrica za infrastrukturo. Mislim, da 5,6 milijonov letno je kar zajeten kupček denarja, da bi res lahko zagotovili to, kar nam v tem trenutku absolutno roko na srce pač manjka. Na prednostnem seznamu je teh 10 letalskih povezav, Bruselj, Skopje, Praga in Berlin kot končne destinacije, ostalih 6 pa kot vozlišče, odkoder lahko potniki letijo naprej po svetu. In kaj točno bo država subvencionirala? 50% letaliških pristojbin. Razpis je objavljen oziroma velja za vsa 3 mednarodna slovenska letališča, ne samo za Ljubljano. Tudi Maribor in Portorož, če bi denar ostal, je država pripravila še 2 seznama povezav, ki bi jih subvencionirali. To bo pomagalo turizmu, športu, gospodarstvu v Sloveniji, pravi gospodarski minister. To pomeni seveda za gospodarstvo bistveno boljše povezave, ker vemo, da je naše gospodarstvo seveda izvozno naravnano in da je to velik hendikep. Veseli smo za subvencije, o razpisu smo takoj obvestili naše zdajšnje prevoznike in tudi druge, pravi poslovodna direktorica Fraporta. We already got first signals of interest for them. However, I do believe it's too early to tell whether the tender will be successful or not. We have to wait the 30 days until the tender period is over. A subvencije so rešitev za 3 leta. Ko denarja ne bo več, je tudi vprašanje, koliko prevoznikov bo ostalo. Zato, kje smo po propadu Adrie Airways z idejo o novem nacionalnem letalskem prevozniku. Nekateri strmimo k tem, da bo verjetno treba v nadaljevanju razmišljati tudi o novem letalskem prevozniku, ki bo v slovenski lasti. Še vedno čakamo na podatke analize, ki smo jo naročili, pravi infrastrukturna ministrica. Da imamo na mizi res vse natančne številke, ki bodo potem osnova za to, da bo vlada lahko opravila pogovor in se tudi odločila ob vedenju vseh plusov in tudi minusov, kaj pomeni ustanovitev novega prevoznika. Seveda pa je to rešitev, ki zahteva čas. Prej bodo zaživele subvencionirane linije. Glede cen teh vozovnic pa določali jih bodo prevozniki sami. Po uporu prebivalcev